Lep pozdrav vsem, ki ste prišli pred Arhiv Republike Slovenije. Tudi sami se nahajamo pred Arhivom Republike Slovenije. Zakaj pred? Zaradi tega, ker ne želimo, da politika v prihajajočem času vstopa v Arhiv Republike Slovenije, kot že je, ampak da poudarimo, da so arhivi stvar stroke, zgodovinskega preučevanja, trdega strokovnega dela, ki ga velja spoštovati, ne pa izrabljati. Rada bi vam povedala, da za izvedbo referendumske kampanje o noveli Zakona o dokumentarnem in arhivskem gradivu se vlada iz načelnih razlogov odpoveduje sredstvom, do katerih ima v referendumski kampanji pravico. Zakaj? Nočemo namreč trošiti davkoplačevalskega denarja za referendum, ki ga ne potrebujemo. O strokovnih vidikih in argumentih, zakaj je bilo potrebno sprejeti novelo Zakona o arhivskem in dokumentarnem gradivu, smo v dolgih nočnih, jutranjih in celodnevnih razpravah, predvsem v Državnem zboru, natančno, jasno že vse povedali. Rada bi pa povedala, da nas ena referendumska nedelja stane en nov arhiv, ki ga želimo zgraditi na Roški. Stane nas en nov arhiv, ki ga želimo zgraditi v Mariboru. Stane nas en nov arhiv, ki ga želimo zgraditi v Novem mestu. In stane nas en nov arhiv, ki ga trenutno gradimo na Ptuju. In stane nas tudi toliko, kolikor potrebujemo sredstev, da v 5 letih, koliko velja strategija o digitalizaciji arhivskega gradiva, rabimo za to, da posodobimo delovanje v arhivih. Mogoče se spomnite, na začetku mojega mandata sem dala visoko prednost ne samo investiranju v arhivsko gradivo, v arhive in v izgradnjo in investicije, ampak tudi v posodabljanje, zaradi tega, ker gre to za neko dejavnost, ki je bila za časa po osamosvojitvi zelo spregledana, zanemarjena in tudi ne posodobljena. Moram povedati tudi, da ureditve, kot si jo želijo predlagatelji referenduma in kot velja do sedaj, ni nikjer na svetu. Rada bi tudi povedala, da pri tako občutljivih vprašanjih, kot je skrbstvo arhivskega gradiva, ki pomeni tudi skrbstvo za nacionalno identiteto in skrbstvo za zgodovino tega naroda, se ne velja igrati. Arhivi potrebujejo tišino, mir, čas za resno strokovno, analitično delo, ne pa glasnega predreferendumskega navijaštva, pa tudi poceni nabiranja točk z zavajanji in ponarejenih zgodovinskih arhivov, kar se je nedvoumno nedavno tega dogajalo. Rada bi tudi povedala, da se je za časa prejšnje vlade sprejel zakon, ki se je v trenutku, ko je bil sprejet, tudi povozil, izrabil in s podzakonskim aktom tudi zmanipuliral. Mi nočemo biti v teh igrah in kot predlagatelji načina, da se odpovedujemo temu plačilu in tovrstnemu ideologiziranju tovrstnih problemov, moram poudariti tudi, da predlagatelji referenduma se nedvoumno želijo še naprej igrati z arhivom in ni jim važen zakon. Ko so bili na oblasti, so ga itak povozili in ga niso spoštovali. Niso važne človekove pravice, niso važni nacionalni interesi in ni važna tudi varnost države. Tega se zavedamo in zato nočemo vstopati v tako igro in si jo seveda še plačati. Hvala lepa. Gospod Matič. Gospe in gospodje, lep pozdrav v imenu Arhiva Republike Slovenije in tudi v mojem osebnem imenu. Nakratko bi rad povedal, zakaj se nam zdi, da je novela, kot je predlaga vlada, ustrezna rešitev za nastali problem. V prejšnjih mesecih je bilo večkrat slišati izjave z določenih strani, da Arhiv Republike Slovenije zapira dostop do gradiva, kar seveda sploh ni res. Arhiv ni v poziciji, da bi zapiral dostop do gradiva in to v katerem koli primeru, ne samo v tem primeru. Dostopnost do gradiva se ureja na podlagi predpisov
in potem v okviru teh predpisov tista inštitucija, ki je to gradivo ustvarila oziroma pri kateri je to gradivo nastala, določi določene kategorije, ki zaradi svoje narave morajo določeno obdobje ostati nedostopne, da ni ogrožena varnost države ali pa interesi oziroma varnost posameznika. In ravno v tem je tudi jedro problema. Danes imamo situacijo, ko imamo podzakonski akt, na podlagi katerega je nastal nek sporazum, s katerim je arhivsko gradivo nekdanje SDV, ki se nanaša na obveščevalno in kontraobveščevalno njeno dejavnost, zaprto do leta 2044. 80% tega gradiva je zaprto do leta 2044. Na drugi strani imamo arhivski zakon, ki pa pravi, da je vse gradivo, ki je nastalo pred letom 1990, prosto dostopno. Vrh vsega situacija dodatno je zapletena zaradi tega, ker imamo z raznimi sklepi na tem gradivu, o katerem govorimo, oznake tajnosti. V vsej tej konfuziji in koliziji raznih predpisov, v tej zakonodaji, ki je milo rečeno sedaj zmedena, je novela ustrezna strokovna rešitev, ker predvideva, da bo 5-članska delovna skupina v roku 1 leta pregledala vse gradivo nekdanje SDV, ki se nanaša na njeno obveščevalno in kontraobveščevalno dejavnost, da bo del gradiva, ki bi zaradi tega, ker je zaradi svoje narave take vrste, da bi lahko ogrozil varnost oseb ali varnost države, da bo to vrstno gradivo označila za nedostopno za določeno obdobje in da bo sprostila tisto gradivo, ki lahko takoj preide na voljo raziskovalcem in drugim uporabnikom. S tem načinom bi lahko dobil arhiv možnost, da bi začel normalno upravljati z gradivom nekdanje SDV, ki se nanaša na njeno obveščevalno in kontraobveščevalno dejavnost, kar žal danes ni slučaj. Zato mi mislimo, da je ta novela ustrezna in upamo tudi, da bo sprejeta. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Gospod Selan, izvolite. Hvala. Najprej en lep pozdrav vsem. Moj današnji namen je bil, da dam podporo temu referendumu in da bom iz strokovnega stališča in stališča Slovenske obveščevalne varnostne agencije pojasnil, zakaj je potrebno in zakaj v agenciji ocenjujemo, da ni smiselno oziroma da ni primerno, da so ta gradiva javna. Govorim o področju obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti. Dejstvo je, da po naši oceni z objavo teh dokumentov povsem nekritično, brez pregleda, brez komisije, brez nekoga, ki bi strokovno ocenil, kaj se lahko objavi ali kaj ne, pravzaprav to pomeni možnost škodovanja interesom Republike Slovenije. Možnost škodovanja posameznikom, ki so v preteklosti delali za nekdanjo SDV in so delali v interesu Republike Slovenije. Zelo jasno je pač potrebno povedati, da ni obveščevalne službe, pretekle ali sedanje, in da najverjetneje ni države, kjer bi pač bila prosta dostopnost gradiv z področja obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti. In to je pravzaprav vse, kar je bil moj namen, da povem danes, in da pozivam ljudi pravzaprav, da resno razmislijo, kako pomemben je pravzaprav ta referendum, predvsem z dela stališča Slovenske obveščevalne varnostne agencije, stališča države in njenih zunanje političnih interesov. Hvala. Hvala lepa. Mogoče eno vprašanje, 2. Ja, kako berete to demokracijo? Kako komentirate to, da Ustavno sodišče je ocenilo, da pač je ta novela v bistvu nepotrebna, da tu ne gre za nobene protiustavne posledice in podobno? Vaše vprašanje izhaja iz površnega branja odločitve Ustavnega sodišča, sploh pa ločenih mnenj. Ustavno sodišče je v primeri vprašanja, ki mu je bilo postavljeno, odločalo o morebitnih protipravnih posledicah, ki bi nastale, vkolikor bi ta novela padla. Se je pa eksplicitno izrazilo, da ne odloča o vsebini zakona, kar je zelo pomembna informacija in lahko tudi apelira na ukrepanje. No, ampak vi ste predlogo te novele govorili o nekakšnih protiustavnih posledicah in podobno. Ustavno sodišče pa jasno ocenilo, da teh ni.
Da ni dovolj dokazov, da Ja, niso tako. bili predloženi, da so A ne, ne in da kar se Ustavno sodišče je imelo možnost, da bi se dodatno, kar smo tudi predlagali, kar je vlada predlagala, konzultirala stroko oziroma z varuhi arhivskega gradiva. To ni izrabilo, kar je v nekaterih ločenih mnenjih bilo tudi izraženo kot očitek. Še posebej zaradi tega, ker gre za materijo, ki bi potrebovala dodatna pojasnila in tudi zaradi tega, ker je razpolagalo s tako imenovanimi abstraktnimi podatki, ki pa seveda potrebujejo zelo natančno in senzibilno obravnavo. Temu se ni posvetilo, tudi priznalo, da to ni naredilo, zato ima za čas morebiti ob drugačnih ukrepanjih še možnosti. Hvala lepa. Pa lahko še eno vprašanje. Gospod Salančar, če ste lahko konkretni, če bi razkrili te arhive, kakšne posledice bi se, kako je bila državna varnost ogrožena, kako je bilo kratenje človekovih pravic? To je problematična specifika. Lahko pa zelo jasno povem, da zunanje politični interesi Slovenije so tudi v preteklosti v enem kontekstu obstajali podobni. Obveščevalna in varnostna dejavnost pravzaprav obstaja že skozi stoletja. In kolikor bi se pač te dokumenti objavili, bi pravzaprav to pomeni neposredno ogrožanje posameznikov, ki so v preteklosti pač pridobivali neke določene informacije in s tem pravzaprav koristili interesom Republike Slovenije in pa posameznikov. To ni pravzaprav samo politična problematika, ni samo zunanja politična problematika, morate gledati tudi drugače. Človeška problematika, stvarlišča ščitanja človekovih pravic, življenj, tako predvsem. In sam kot predstojnik Sove vsekakor, in to je tudi namen pravzaprav danes tukaj, da dam jasen signal pravzaprav, da je pač da se zahvalim tudi posameznikom, ki so v preteklosti pravzaprav delali za interese Slovenije, ne govorim samo pretekle države, govorim Slovenije, ki danes delajo pravzaprav za interese Republike Slovenije. Hvala lepa. Mogoče samo še sporočilo o tem, kako v bistvu, glede na to, da pač se ne udeležujemo kampanje referendumske, kje boste našli informacije o temi. Objavljene bojo na ukomski, na spletnih straneh Ukoma in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo in na spletnih straneh arhiva in strokovna vprašanja na spletnih straneh arhiva in Sova. Hvala lepa vsem in nasvidenje.